Razstava Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari, se mi zdi zelo koristno in poučno. Dejansko od tistih časov, ko je to bilo, je minilo eno človeško življenje, čas enega človeka. In veliko se o tem več ne ve. In prav je, da vi, zgodovinarje, raziskujete to in nekako uvekovečite, da bo ostalo vsem tistim, vsaj tistim, ki jih bo stvar zanimala. Mogoče se bojo kaj tudi naučili iz tega, ne? Sigurno. Sem Mateja Salvic, profesorica zgodovine in pedagogike. Razstava se mi zdi zelo zanimiva, odstira nova spoznanja, nove vidike. Zelo zanimive so mi zgodbe ljudi, ki so pričali o spominih svojih staršev, kako so doživeli ta čas. Se vam zdi tudi poučna za mlajše generacije? Vsekakor je poučna razstava, kajti odstira nova spoznanja, dejstva, ki so danes večini neznana. Torej, najprej iskrene čestitke, vse jih poznam, v glavnem vas poznam, ekipi, ki ste vodili in uspešno končali ta izjemno dragocen projekt. Zakaj je izjemno dragocen? Ker predstavlja eno novo, izjemno dokumentirano, strokovno, celo lahko rečemo znanstveno utemeljeno pričevanje ali pa prispevek k resnično avtentičnemu zgodovinskemu spominu na obdobje druge svetovne vojne in vsega, kar se je dogajalo takrat na naših tleh. In drugič, ta projekt, vključno z danes tukaj v Murski Soboti odprto razstavo, je pa še posebej dragocen zaradi vsega, kar omogoča delanje primerjav z današnjimi časi. Časi v Sloveniji, na Balkanu in v Evropi. In že sam moto razstave oziroma projekta ali konkretno povzemanje dogajanj takrat iz Prekmurja med drugo svetovno vojno, da je Hlev bil na madžarski, hiša na nemški strani, zbuja ene izjemne aluzije, ene izjemno aktualne aluzije na dan današnje čase. Tako na slovensko-hrvaški meji, tako v okviru Evrope, kot sicer na širši splošni problem takih in drugačnih fizičnih, duhovnih in še kakšnih meja, ki žal se ponovno vračajo med nas. Zdi se, kot da se zgodovine nič nismo naučili. Izgleda, in ko gledaš to razstavo, ali osebno sem imel možnost v minulem, recimo leto in še kakšnem mesec zraven obdobju, že videti določene razstave iz okvira tega projekta, bi rekel še več. Premalo smo se naučili iz zgodovine in verjeti je, čeprav je to mora biti rahlo naivno pričakovanje, da bo ta projekt z vsemi že doslej izvedenimi razstavami in še drugimi, ki sledijo, mora biti vendarle vplival vsaj tukaj pri nas v Sloveniji, pa tudi upajmo širše, na Madžarskem naprimer, da bomo vendarle kakšne za dan današnje čase koristne nauke uspeli, znali potegniti, da se nam ne bi zgodovina v take drugačne oblike ponavljala, kot se zdi, da se nam ponavlja. Pa še nekaj bi dodal. Gradivo, ki je bilo pripravljeno v okviru tega projekta, bi bilo odlično tudi za potrebe šol, za take in drugačne dodatne namene in osebno verjamem, da ekipa, ki ste vodili, izvedli ta izjemen projekt, razmišljate o tem in samo pohvale že naprej, da boste vso gradivo spravili tudi v obliko dokumentarnih filmov in drugega najširše javnosti možne dostopnega gradiva. Tako za zgodovinske, kot tudi razne aktualne potrebe. In še enkrat poudarjam, za šole, za seznanjanje mladih generacij, kako in kaj je bilo, zlasti pri tem mislim na živa pričevanja ljudi, ki ste jih intervjuvali od italijanske meje do tukajšnjih meja za Avstrijo oziroma Madžarsko, bi bila resnično prava, avtentična pričevanja ljudi, namenjena še kako mladim generacijam.